Kot vedno je tudi danes v uredništvu spletnega večera v središču dogajanja. Udeležili smo se gostinsko-turističnega zbora, da si pogledamo, kako se naredi prava kava. Z nami je gospod Gregor, mojster kave na takšen in drugačen način, pa nas zanima ena stvar. Naprimer, prva stvar, kaj je macchiato? Recimo, Mariborčani pijejo v bistvu kratko kavo s toplim mlekom. Je to, ni to? Zdaj, če se že kar pogovarjamo o samem imenu macchiato. Macchiato pomeni beli madež, bela lisa. To pomeni, osnova za vse kave je espresso. Espresso je tudi sam eden, prava dolžina in vse. Torej pravilni ekstrakt od kave. In gor daš mečken par kapljic toplega mleka z belim madežem. To je pravilni macchiato. Se pravi, je toplo mleko? Toplo mleko, ja. Kaj je poanta dobre kave? Poanta dobre kave je... Zgodba pri kavi sami je zelo različna. Poanta dobre kave, bom jaz rekel tudi to, da je že sam razvoj, torej od tiste same rastline do končnega izdelka. Dajmo ga ceniti, torej že samo rastlino samo po sebi. Veliko truda je vloženega vse tle noter in dejansko polk na koncu gremo skuhati kavo, lahko vse skupaj pokvarimo. Dobro mešanico naredimo, vse pripravimo, dobre pogoje naredimo, na koncu še pa skuhati ne znaš, pa nismo naredili dejansko vsi skupaj nič. Še nekaj me zanima, ljudje z želodčnimi težavami si večkrat naročijo krajšo kavo z več mleka. Je to mit ali je to resničnost? Je res kava tista, ki draži želodec ali je bolj mleko? Tu pa jaz nisem glih strokovnjak za te stvari. No, jaz vedno pametujem, ko me kdo vpraša, da mleko draži, da si ne reši kavo brez mleka naročijo ljudje. Jaz bom rekel že sam tako, če se pogovarjamo zdaj o kratki kavi in tak, dejansko osnova za vse kave je espresso. Jaz bom rekel, da draži želodec po moje, glih tista dolga kava z hladnim mlekom.